Živijo, dragi moji, in ga imamo, junij je tukaj in obljublja definitivno veliko energije, kajti imeli bomo poletni solstici, imeli bomo super polno luno in še. Jaz imam pa zate pripravljene seveda angelske karte, kajti junija bo angelska prisotnost izjemno pomnožena in jaz se tega res veselim. In jaz mislim, da dosti ljudi potrebuje pomoč angelov oziroma lahko manifestira z njimi, pa vendarle se mogoče malo ljudje pozabijo obrniti na angele, pa jih prositi za pomoč. Danes bomo za ta napovednik rekli kaj? Kako pomnožiti svojo komunikacijo z angeli, zato da boš z njihovo pomočjo lažje manifestirala. Ko kart bomo odprli, pa dajmo 3. Dajmo 3. Torej, naša prva karta bo in ta druga karta in še ta tretja karta. Imam 3 karte. Prva karta je angel inspiracije. In angeli mi tukaj govorijo, da vkolikor želiš z njimi zelo močno komunicirati, moraš vedeti, da oni govorijo tudi preko tvojih lastnih idej. V tem tednu spremljaj te svoje ideje, oziroma jaz bi ti rekla, da je še bolje, glede na karto, da si jih zapisuješ. Dosti ljudi dobi idejo pa reče, to je brez veze, to nič ne štima, ali pa nimam časa za to, ampak kdo ti je prišepnil to idejo, zaradi tega, ker si res lahko izboljšaš življenje, vkolikor prisluhneš svojim idejam, kajti za njimi stojijo tudi angeli seveda. Potem imamo tukaj drugo karto, karta premagovanja izzivov. Ta karta ti definitivno sporoča, da vkolikor se soočaš z točno določenim izzivom, potem definitivno poskrbi, da se ne matraš sama. Dostikrat se ljudje tako matrajo, prav zabijajo svoje lepe glave v steno. Zakaj? Brez veze je, če lahko ti angeli pomagajo. Vendarle, ali veš, da angeli ne morajo tega delati, vkolikor jim ti tega ne dovoliš. Ne pozabiti, torej tisto, kar ti čutiš, da je zate izziv, angeli vsak večer prositi za razrešitev. In bodi vztrajna. Jaz bi rekla, da to deli cel junij in opazuj, kaj se bo dogajalo, kajti jaz sem prepričana, da se bo izjemno vse izboljšalo. In tretja karta, angeli novih začetkov. Ta karta pa definitivno simbolizira to, da se ne držati nekih starih energij. Če so se nekatere stvari končale, ti angeli sporočajo, da so zadnji za končevanjem, kljub temu, da te je mogoče malo bolelo, saj vem, stali ravno oni. Oni so tisti, ki so odvzeli energije, zaradi katerih in ti to sploh nisi vedela, nisi uspela stopiti naprej. Zaupaj temu procesu in če si mogoče v tem trenutku rečeš, tega ne morem razumeti, lahko pa spustim oziroma lahko dovolim si razmišljanje, mogoče pa je imel vse skupaj smisel, ti angeli obljubljajo, da bo ta smisel prišel. Tam nekje v roku parih mesecev in takrat boš rekla, hvala Bogu, da se nekaj konča zato, da se lahko odprejo nove stvari. To je bilo navodilo angelov. Jaz pa upam, da veš, da prihaja. Ali si želiš zdravja? Verjamem, da ja. Si želiš ljubezni do sebe, si želiš dobrih odnosov, si želiš pomnoženega obilja, si želiš povečan dotok financ. Če si na vse to odgovorila pozitivno, potem imaš čisto še malo časa, da se pridružiš portalu 66 z Nadangel Ariel. Zakaj Nadangel Ariel? To je njen portal, kajti šestice prinašajo ravnovesje med duhovnim in materialnim, zato da imaš lahko oba bogastva. Tokrat bomo delali posebno iniciacijo sprejema blagoslova te čudovite Nadangel. In dobiš še posebno darilo, še dodatno vodeno meditacijo z Nadangel Ariel, pa naj se množijo njeni blagoslovi. Le še nekaj prostih mest imam, zato hitro naklikaj povezavo in se te veselim.